VZMD svojim članom, sodelavcem in članom njihovih združenj sporoča dobro novico, in sicer, da sta se ravno v teh dneh do konca zaključila 2 postopka, ki sta trajala kar nekaj časa. VZMD je dosegel poravnavo v primerih žičnic Vogel in RTC Krvavec, kjer je glavni delničar se zavezal izvršiti znatno doplačilo k temu, kar je prvotno že plačal. Kljub trenutni situaciji, ki za glavnega delničarja in za obe omenjeni družbi gotovo ni najbolj rožnata, se je glavni delničar v obeh primerih držal svojih zavez in v zadnjih dneh smo prejeli tudi ta plačila, ki bodo v nadaljevanju razdeljena med delničarje, ki so sklenili delničarski sporazum z VZMD. Danes smo imeli obravnavo pred okrožnim sodiščem v Novi Gorici v zadevi izključitve manjšinskih delničarjev družbe Certa d.d. Glavni delničar Postojnska jama d.d. gospoda Marjana Matagelja je na skupščini že januarja leta 2019 iz družbe izključila manjšinske delničarje, in zato smo v imenu VZMD in še 19 drugih delničarjev že v februarju 2019 vložili predlog za preizkus višine nadomestila, ki ga je Postojnska jama ponudila izključenim delničarjem za plačilo njihovih delnic, ki so jim bile pri izključitvi odvzete. V postopku izključitve so delničarji dobili 7 evrov za vsako delnico, kar je bila cena enaka, kot jo je Postojnska jama predtem ponudila v prevzemnem postopku preostalim delničarjem. Vendar pa je jasno, da izključeni delničarji s to ceno niso bili zadovoljni in zaradi tega tudi prevzemne ponudbe niso sprejeli. Zato je logično, da tudi ob izključitvi cena za njih ni primerna in so sprožili postopek, ker smatrajo, da se cena nekje giblje med 17 in 18 evrov in taka bi bila tudi primerna denarna odpravnina. Sodišče je predlog VZMD in preostalih 19 delničarjev, ki jih zastopamo, že obravnavalo in ga je iz formalnih razlogov zavrnilo, ker je bil ta iztisnitveni postopek narejen v manj kot 3 mesecih po uspešno opravljenem prevzemu. Zakonodaja pravi, da v teh primerih, razen v izjemnih primerih, preizkus iz denarnega nadomestila ni mogoč. No, kljub vsemu pa je še drug delničar, ki ga mi ne zastopamo, in sicer švicarska družba EGO, prav tako vložil svoj predlog in tudi ta se obravnava pred okrožnim sodiščem v Novi Gorici in v tej zadevi so imeli danes narok. Na njem so bili prisotni poleg mene, ki sem zastopal VZMD in preostalih 19 delničarjev, še odvetnik Žare Tatalović, ki je zastopal glavnega delničarja Postojnsko jamo, in pa gospod Matej Črnilec, odvetnik družbe EGO. Postopek se je pravzaprav izvršil bolj ali manj iz formalnih razlogov, ker tako določa zakonodaja. Narok je bil po nekaj minutah končan, brez izvajanja dokazov, kar nekako nakazuje smer, v kateri bo odločalo sodišče. Verjetno je za pričakovati, da bo tudi ta predlog zavrnjen, kar pa seveda ne pomeni, da ne bodo uporabljena pravna sredstva, ki so na razpolago. Dejstvo je, da zakonodaja izhaja iz predpostavke, da je cena pri izključitvi lahko enaka oziroma mora biti enaka ceni v postopku prevzema, zato ker izhaja iz dejstva, da je trg, na katerem se je ta cena določila, normalno delujoč, da je bil prevzem opravljen transparentno in da so se preostali delničarji, ki so se odločili za to, da sprejmejo prevzemno ponudbo, naredili to presojo, da je cena ustrezna. Zaradi tega je
ustrezna tudi za vse ostale, ki jih izključi glavni delničar. Mi trdimo, da v Sloveniji trg vrednostnih papirjev še zdaleč ni razvit, ni normalno delujoč in tudi praksa delniških družb pri nas kaže, da večkrat prihaja do določenih nepravilnosti, ki pa jih pravzaprav niti Agencija za trg vrednostnih papirjev ne more preveriti. Zaradi tega tovrstne iztisnitve, ki dejansko predstavljajo razlastitve delničarjev, pomenijo poseg v ustavno zavarovano pravico do zasebne lastnine in morajo po našem mnenju delničarji imeti pravico, da je ta poseg tudi ustrezno obravnavan oziroma da se ga presoja sodišče. Podobno kot pri vseh ostalih vrstah razlastitve, bodisi za potrebe poti ali kakšnih drugih dobrin v javnem interesu, bi moralo biti tudi v tem primeru, ko gre za zgolj enostaven, gospodarski, poslovni, privatni interes največjega delničarja, da pridobi kontrolni delež oziroma celotni delež v neki družbi, še toliko bolj jasno, da je potrebno tovrstne postopke vsaj podvreči možnosti sodne presoje, ne pa gladko izhajati iz tega, da je bila cena, ki jo je on nekoč določil za potrebe prevzema, primerna. Zato bodo se tukaj postopki zagotovo nadaljevali. Povezan s tem postopkom je še en postopek, kjer so pravzaprav podobni subjekti tudi vpleteni. Gre za izključitev delničarjev iz delniške družbe Larix d.d., ki je bila sprejeta na skupščini leta 2020, oktobra 2020. Povezavo tukaj vlečemo zato, ker je član nadzornega sveta Postojnske jame, gospod Marjan Bahtagel, izključitev v primeru družbe Larix pa dela prav tako družba Bahtagel & co., kjer je sam tudi lastnik.